Mislim, da je v občinstvu, čeprav niso prišli do mikrofona, tudi nekaj predstavnikov Združenja pridelovalcev sladkorne pese in bi vendarle sedaj ministra prosila za podatke o tem, ali smo se dovolj naučili iz zgodbe o sladkorju v Sloveniji in kakšna je prihodnost sladkorja v Sloveniji. Poglejte, če bi se zadosti naučili, potem sigurno ne bi zadružni sistem dopustil, da največjo slovensko mlekarno kupijo tujci, pa se nismo nič naučili, ne? Če bi se zadosti naučili, sigurno se ne bi sedaj dogajalo, da zadružni sistem surovo mleko vozi v tujino in klecajo zadružne mlekarne, pomurska mlekarna nima mleka, celjska mlekarna, ki je bolj manj v lasti, zadruž nima mleka, celo Planiki. Je pa zanimivo, ne, da recimo, če pogledate recimo Planiko, ne, več čas plačuje nekaj eurocentov nad povprečno slovensko ceno in tudi kar nad povprečno evropsko. Ne. Ampak, ko se prvi špekulanti pojavijo, pa ko ima Slovenija izkušnjo, da se pojavijo za kratek čas, ne, saj tam so akutne težave, ki bodo par mesecih rešene, ne, veriga neobičajno zatrepeta. Saj ni razpadla, ne, to treba povedati, v tem trenutku mogoče ni 10% mleka odliva ven, več kot običajno, ampak to, če gledamo proaktivno naprej, ne, še bolj se bomo mogli učiti, kako pomembne so proizvodne verige od kmeta do odkupovalca, do predelovalca, do trgovine, na koncu do nas potrošnikov. Vsak mora dobiti svoj del in to smer bomo mogli delati naprej. Ne. Še pa zgodba o sladkorju, mislim, da je to pomembno vprašanje za to področje. Zgodba o sladkorju je pa bila dosti enostavna, ne biti naiven, kot evropski birokrati ponujajo preč denarja, ne, vedno neka zgodba posadijo, ne, in ko so takrat ponujali silno dosti denarja, ne, so ponujali tudi ta program, sladkorno reformo, ki bi se morala končati že leta 2013, pa se ne bo. Ne bo se tudi 15, ne, mislim, da je zdaj 17 smo dogovorili, pa še takrat točno vem, kaj bo ponovno pogajanja, ne, ker pa je močne evropske države ponovno nekaj ugotovile in za velikimi napori Slovenije, Irske, pa še nekaj držav smo sploh obrali, da niso premaknili na 20, so rezultati povsem drugačni, kakor so bili takrat obljubljeni. Takrat je bilo obljubljeno naslednje. Ker je v Evropi sladkorja preveč, bomo financirali umik dela proizvodnje, zato da pridemo nekje na svetovno ceno in potem svetovno proizvodno in potem v drugi fazi, pa ko bo šlo pogajanje za svetovno trgovinsko organizacijo naprej, bomo tudi začeli meje med Evropsko unijo in svetom počasi sproščati. Ker to vete, tudi ta pogajanja, ki se zdaj ravno dogajajo za VTO-jem, gre to v to smer. Dogodilo pa se je obratno. Prišlo je v Slovenijo kar nekaj denarja, po drugi strani pa je Evropa trdo zapela svoje meje in je povzročila hudo pomanjkanje sladkorja in surovine za sladkor v Evropske unije in tisti, ki se zdaj že nekaj let ukvarjajo za to proizvodnjo, kujejo ekstra dobičke. Tiste države, ki so takrat na nek način financirale zapiranje tam, ker smo bili zadost neumni, so večkrat povrnile ta svoj vložek. Kakšna je bodočnost sladkorja? Imamo v Sloveniji izrazito dobro organizirano neke vrste projektno skupino kmetov in strokovnjakov, na drugih področjih nažalost ni tako, če jih posod bo tako, bi bilo kmetijstvo danes druge kot je, ki ima tudi od zadaj študijo fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki govori pač kaj govori. In leta 2017 kvote padajo, kar v praksi pomeni, da leta 2018 slovenski kmet lahko ima na svojih njivah sladkorno peso. To je prvo dejstvo, ne? Kot drugo dejstvo, takrat tudi več ne bo smelo biti omejitve pri izgradnji in proizvodnji sladkorja. In tretje dejstvo je, da pa sodni postopki še vedno potekajo. V bistvu potekajo postopki, ker je Italija že dobila odločbo, Slovenija sedaj odločbo proučuje. Lahko se razume tako ali drugače, ne? Mi v tem trenutku ne znamo oceniti, ali ta spor, ki ga vodi že nekaj let Slovenija med Slovenijo in Evropsko unijo, ali bomo zmagali ali pa ne. Zato tudi so blokirana sredstva tujcev v bistvu, ne. In prej sem mogla ta zgodba tudi končati, ne. Jaz nekaj pričakujem, mislim, velika realnost je, da so ta zgodba zaključila v letu 2014. Hvala lepa, minister.